odprta. Kaj, da ni? No ja, tudi prav. Naglica res ni v redu. Bom pa malo počakal. Veste, vsaka stvar rab svoj čas. Sploh pa knjige. No, jaz sicer imam nasploh rad, da se stvari odvijajo zelo počas, pa spontano. Moram reči, da moja žena prav, ampak moram povedati že prej, da je to nemišljene, da se celo letni časi odvijajo hitreje, pa obrnejo hitreje, kot se jaz. Ampak je to čist njen problem, da sem odkrit. Če je nekaj prav, je pa pač ni prav, ne? A ste opazili besedo spontano? Lepa beseda. Moj prijatelj Francelj, veste, jo skozi uporabljam. Take lepe besede najde v knjigah. Vidiš, pa tudi to prav. Da moramo za take besede delati reklamo. Veste, zadnjič je bil gostilen, pa je rekel, vsakič kolik se zberava, dvigne kozarc z vinom, pa reče, kako se bere dobra knjiga? Pa mu jaz odvrnem, počas. Kako se pa pije dobro vino? Spontano. To so za naja, veste, sveti trenutki. Drugač, veste, imam pa jaz nekaj problem. Sem prišel, zato sem, ko moram tole knjigo vrniti. Res, da iz Kamniške knjižnice, ampak zdaj, ko bo tukaj nova knjižnica, pa jaz bi jo rad nazaj vzel pred, pa vem, da imajo na bojo dati, sem se jo že 35krat sposodil. Zdaj pa, ne, ko boste tukaj na nov odprli knjižnico, no boste pa mogoče začeli tudi na nov šteti sposojo, ne? Sicer pa, da no tem mislili, da jaz naberem knjig. Res je, da je tole moja prva knjiga, ki sem jo prebral, to je moja ljubezen, veste. Saj sem že prej tudi bral, ampak v glavnem bolj kuharske recepte, pa še to zaradi tega, da bi ugotovil, če res obstajajo toliko neužitne jedi, kakor jih kuha moja žena. Dosti rajši, veste, gledam tole knjigo, kakor pa mojo ženo. Veliko manj problemov je. Zadnjič sva šla s Franceljem v šihtu. Tako, veste, da ima tempo dol pade, ne? Na eno pijačo bife, pa da pratela malo spontana. Tako, potret, četrt rund, ki so da pa že res kar pošten spontana. Francelj vstane, odeklamira. Katastrofa. Drastično. Travme. Jaz sem bil tako očaran. Veste, kakšne lepe besede se najdejo v knjigah. Napol pa jaz pridem dan, pa mene najde žena, ne? Pa me takoj napade. A kje si pa hodil tu zdajle? A imaš ti kakšno ljubico ali pa? Seveda da imam. Knjigo. A ja, to mi je zdala knjigo. To je zažgala, pa je spuč pogala. Pola se nad mano dala. Pa veste, kaj bom jaz povedal? Jaz sem umeren človek. Zelo umeren. Ampak kadar pa kakšen butenca moje svetine, takrat sem pa jaz. No, ampak jaz sem se vzdržal, pa sem ji povedal, zelo načitam. Veš kaj? Tvoje psihofizično stanje je katastrofalno in prerašča v drastične razmere. In jaz bom zdaj vzel knjigo in bom šel v WC, da jo bom bral in da bom zdravil svoje travme. Adijo! A sem bi dobro povedal? Glede? Ja. Je pa tako, jaz ne? Ona ne misli, kar bolj hoče. Ampak jaz bom pred vam vsem tukaj povedal, da knjiga je bila in bo ostala moja ljubica.
Bilo že tudi boljš. Sam tale noč pa prebija, Kjera gužva? A smo vsi pašli v knjižnico, ali kva? Ja, bi rekel, da ja. No ja, se meni sploh ni to ljubnik. Moje področje so ženske. Majhne, velike, žepen format. Kakšne s trdimi platnicami ali pa tudi brez, veš. In če pravi se kakšna, da ne prečitana knjiga, jaz malo pokukam med platnicami. Sploh pa, veš, romantika, to ženskam zmahča kolena. Kakšno imaš pa ti strategijo pri bejbah? Pri bejbah? Ja, moja je padla. Ja, takrat na pločnika sem jaz pol pobiral, pol se je pa na mene kar nalimala, pa se jo še zdaj nisem losil, veš. Pri tebi pa rekel, da bilo treba bolj počas pa spontan. Pa jaz, veš, drugač polat. Imam pa knjige na mesto spirino. Ne zastopam, če dobro. Ja, dost manj stranskih učinkov imajo, veš, pa vsaj 2 na dan rabam. Ja, moje druge so pa bejbe, veš. Tudi jaz jih rabam skozi nekaj, skozi mora biti akcija, tako veš. In meni se zdi, da jaz znam baš ženska, veš. Ampak na pozadnji sem se pa malo štel. Sam, ker bi ti videl, kjer je bejba. Kakšen relief, sem jaz to prvič videl, smatičen napad. Tako. Ampak to, ne, kakšna košarica markatorja neki, ki pride do njene košarice, Jaz sem bil fasciniran do konca, tako sem se zagrel za njo. Začel sem ji vkladati nekje v rozcah, se cediti okoli nje, pa nekaj v enih knjigah sem ji razložil, takrat je prijela do konca. Sem videl, da je počas nekaj ugrela se je zame, sem pa tako čakal in čez teden, na ona povabo stanovanje. Ti to videl, kjera romantična svetlava, erotika je kar plavala po zraku. Ko gre ona v kopalnico, se je sosedel na kavč in pol sličan. Ležerno pijem vino. In ko pride nazaj, se stisne k meni, vsa lepa, vsa drhteča in vzame v roke knjigo. Ta je hudiča v 4 delala zdaj s knjigo, sem si mislil, a ne? No, in takrat sem naredil kapitalno napako, da me zaljubil tihe, zbutan, jaz ne vem. No, kaj vas zdaj brala, ali kaj ti bojo sploh vse te knjige? Ona pa po konc, pa kakšen dec pa si, ko si vstali, sem mislila, da znaš ženskam, sploh veš, kaj so to knjige, veš, da so da v njih spomini, znanje celih generacij, in da so njih opisane v najbolj čudovite zgodbe, najlepše karkoli že, in da so njih napisane tudi najlepše ženske sveta. Veš kaj? Bil sem podrt, ampak razsvetljen hkrati. Vedno je imela prav. No, stal sem, umiril svojo živalco, vzel v roki seznam knjig, ki mi je napisala za domače branje, in zdaj sem tukaj, ne. Na začetku knjiga, na njej, to je to. No, je že odprl to, ali koga? A sem pa pošla? Vse je tukaj knjižec, ali? Ja, je. Ja, kaj zdaj? Ja, kako? A je ali ni? Ja, če še ni, pa še bo. Ja, kako zdaj? Jaz nimam časa čakati, da jo bojo odprli, ali ne? Veste, jaz sem poslovna ženska, ne moram toliko časa tukaj čakati. Gospa? Ja, prosim. A vam lahko s čim postrežem? A veste, včasih sem bila kernaca, pa kar ne morem iz tega. Meni ni treba nič strešiti, jaz znam sam se postrež, veste. Ampak tole knjigo pred. Kakšno knjigo? Je pa le nekam čudno. A veste, tolokna ne stojite. Ja, oprostite, no. Ampak to se človeku lahko zgodi samo v knjižnici. Ampak enkrat se mi je pa to že zgodilo. In takrat se začne lepši del mojega življenja.
Veste, doma sem bila najstarejša, mati mi je pa nažalost kmalu umrla in zato je breme gospodinstva padlo name. Stregla sem čisto vsem, od spredjev do zadaj, po dnevi, po noči, skratka vedno. Potem sem se pa še zaposlila v nekem zanikanem kafiču in tam sem tudi samo stregla. Tako, da veste. Potem sem si pa s trudom prigarala neko stanovanje, pa dobila še deca, ki je bil pa najslabšem pomenu te besede, a veste. Sama sem skrbila za čisto vse, za položnice, za hrano, za popravila, pa še za deca. On je bil brez službe, skozi je jamral, da je kakšen revaž, da je, ker ne najde zaposlitve. Ja, naredil pa ni nič. No, tako, kadar sem prišla iz službe domov, sem samo sledila pločevinkam piva, pa sem ga našla tam v enem kotu, na pol prisednega, ki je nekaj jokal, joj, nimam službe. No, in nekega večera, ko sem ga vprašala, če bi nekaj skupaj počela, pa je rekel, da nima časa, ker gleda televizijo, tam je bil pa en šport, si morate zamisliti, cele dneve je gledal televizijo, se presedal iz kavča na kavč, potem pa nima časa zame. Potem sem ga še nekaj grdo pogledala, pa mi je zabrusil, naj berem knjigo. Pa kakšno knjigo neki sem ga vprašala, pa se nimava knjig. Ja, pa tisto temno v kotu, no, dal mi jo je neki klošar, še nekaj zabrundal. Pa veste, sem pogledala tja v kot, pa je bila res nemarno odvržena ena knjiga, pa skoraj sem stopila na njo. Ja, no, potem sem Lena je volno vzela to knjigo in odšla brat. Pa ne boste verjeli, zelo zanimiva je bila, vedno bolj mi je bila všeč. Potem sem šla pa še v knjižnico, po drugo, pa po tretje. Tako je to postalo moja vsakodnevna praksa. Kadar sem prišla iz službe domov, sem lepo pospravila, se usedla v sobo in brala knjigo. Zdaj sem tako ni bilo noč, on je samo gledal televizijo, pa se presedal z enega kavča na drugega. Tako. Potem sem pa enkrat prišla domov s čisto novimi čevlji. Poglej, dragi, kupila sem se nove čevlje. Sem rekla, pa zakaj nekaj ti bojo čevlji, je takole zabrundal. Ja, zato, ker če daš nekoga na čevelj, moraš imeti nove in potem sem ga zbrcala ven iz stanovanja in mu zabrusila, da ne si najde drugega sponzorja. Danes sem poslovna ženska z dobro plačano službo in z ljubeznijo do knjig. Knjigam sem pa hvaležna za vse to. V njih sem spredvidela, da človek komod pride do svojih sanj. No, in res ne strežem več. Nikomu. Razen sebi in tistim, ki so mojega zaupanja vredni. Zato se vam resnično oproščam, da sem vam stopila na knjigo. A veste, knjige so zame kot kruh. Ja, a bo že 500 knjižnico, a bodo že odprla, ali ne? Kaj te mala, se s ti malo zgubila? Nisem se zgubila, prišla sem v knjižnico, sploh pa nisem nobena tak mala. V resnici sem kar precej velika, da veš, in ti se izgledaš dovolj star, da bi že moral videti, da je bistvo očevne vidba. Glede na to, da v majhnih ženskah kot sem jaz, nimaš pojma, verjamem, da sem celo dosti večja od tebe. Veš, prebrati boš moral še dosti knjig, da boš razumel kompleksno žensko dušo. Prebrati boš moral še celo goro, da se ti dokončno posvetilo, da je resnično velik le tisti, ki je duhovno bogat. Jasno? Ja. Knjige so stopnice do tja. Knjige so stopnice do tja. Več jih boš prebral, bolj boš razumel svet in boljši bo tvoj razgled. Veste, včasih mi je šlo kar na jok, ko so mi govorili, češ kako majhna sem. Potem pa sem spoznala, da je resnično velik le tisti, ki je duhovno bogat. In koliko ve in zna, to je tudi važno. Knjižnice bomo vsak hip odprli. Samo potrebno je še poskrbeti za par govorov.
Ja, takole, na prvi pogled, vsaj glede na obleko bi človek sklepal, da sem kar precej za časom, pa ravno jaz moram poskrbeti, da bomo knjižnico odprli pravočasno. Ker se v tovrstnih dogodkih seveda spodobi, da povemo še kaj imenitnih besed, je dobro, da na oder povabimo koga, ki je prebral dosti knjig in gospa z imenitnim nazivom predstavnica Ministrstva za kulturo, vodja sektorja za knjigo in knjižničarstvo, magistra Jelka Gazvoda je sigurno ena izmed njih, zato jo seveda vabim na oder. Dobar večer. No, po tejle humorni, zares prijetni, uvodni besedi ali pa besedah so morda vse druge besede odveč. Vse je bilo v bistvu vse povedano, kar potrebujemo pred otvoritvijo knjižnice. Kljub temu vas želim pozdraviti v imenu Ministrstva za kulturo, v imenu ministra gospoda Simonitija in v imenu naše službe za knjižnice, ki na ministrstvu skrbi za to, da knjižnice po Sloveniji približno enotno delujejo, da imajo enak način dela in skrbi za prebivalce Slovenije. Dovolite, da tole naprej preberem. Za otvoritev nove knjižnice ste si izbrali ravno pravi dan. Predvečer dneva, ki mu zadnja leta pravimo ta veseli dan kulture, v znamenje rojstva velikega pesnika Prešerna. Ta veseli dan kulture zaznamujejo odprta vrata kulturnih ustanov, tudi vaše knjižnice. In njihove posebne aktivnosti, s katerimi želijo vzgojiti nove kulturne navdušence. Zlasti otroke in mladino, ki bodo, na primer, knjižnice, ki so tudi med temi inštitucijami, v svojem razvoju še kako potrebovali. Izbrali ste si tudi dan v tednu, ko v Ljubljani poteka slovenski knjižni sejem, velika prireditev v čast slovenski knjigi, vitalnosti slovenskih založnikov ter iznajdljivosti in strokovnosti slovenskih knjižnic. Po podatkih, ki smo jih lahko v zadnjih dneh prebrali na temo Slovenci in knjiga, lahko sodimo, da smo pri uporabi knjige slovenski državljani kar pri vrhu evropskih porabnikov. Ne toliko po nakupih, kot po knjižnični izposoji. Vsak državljan si vsako leto samo v splošnih knjižnicah, kakršna je tudi tale, ki jo danes odpiramo, izposodi več kot 10 knjig. In sem niso vštete izposoje v šolskih, visokošolskih in drugih knjižnicah, ki jih imamo tudi še v Sloveniji. Zaznamuje nas torej nek poseben odnos do knjige in knjižnic, prepričanje, da je knjižnica tista javna storitev, ki je tako samoumevna, da razumemo, da mora ona prva za nas kupiti knjigo. Prej, preden jo kupimo sami. V življenju namreč potrebujemo mnogo več knjig, kot bi si jih lahko kdajkoli sami kupili. In zanimivo je, da jih kljub številnim možnostim, ki izvirajo iz računalniške dobe, potrebujemo vse več. Knjižnice s knjigami na policah zato še dolgo ne bodo zastarele, ampak bodo z novimi knjigami zmeraj znova mlade. Celo to si lahko privoščijo, da v svoje prostore povabijo internet, e-točke, e-upravo, e-zdravstvo, e-zaposlovanje, e-šolstvo in celo ali navadno knjigarno. Nič od tega jim ne more vzeti njihove temeljne funkcije, razvijanja bralne in informacijske in tudi splošne kulture. Direktorica vaše knjižnice mi je že vnaprej poslala nekaj informacij o novih prostorih knjižnice v Komendi, ki ima 5000 prebivalcev in je zato že nujno potrebovala urejeno in sodobno knjižnico. Tako sem izvedela, da boste imeli na začetku okrog 10.000 knjig, lepo opremljene prostore, med njimi celo tudi majhno čitalnico in seveda otroški kotiček. Verjamem, da bodo tu tudi vsi potrebni računalniki, saj je knjižnica Kamnik, kamor organizacijsko sodi tudi vaša krajevna knjižnica, ena bolj znanih v Sloveniji prav po spretni uporabi računalnikov pri kulturni in bralni vzgoji otrok, svojo spletno storitvijo Kamniška Veronika, ki združuje ljudske pravljice s sodobno elektronsko tehnologijo. Seveda s ciljem privabiti otroke k branju in jih hkrati učiti informacijske pismenosti.
Na Ministrstvu za kulturo smo pred leti v resolucijo o nacionalnem programu za kulturo napisali temeljne koncepte splošnih knjižnic, in sicer naj pomagajo usposabljati prebivalce za potrebe sodobnega časa in jim nudijo možnosti in priložnosti za kulturno rast, pomoč pri izobraževanju in vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske pismenosti. Zato je splošna knjižnica, kot jo vidi slovenska kulturna politika, danes mnogo več kot le izposojevalnica knjig, časopisov, filmov in podobnega. Je kulturno in izobraževalno središče vsaki lokalni skupnosti, je vstop v svet elektronskih informacij in pa tudi točka družbene enakosti, kajti knjižnica svoje storitve nudi vsem prebivalcem na enakem nivoju. Zato vidimo v dobro delujočih mreži splošnih knjižnic, ki povezujejo v enoten organizem velike osrednje območne knjižnice, eno od priložnosti za skladen razvoj Slovenije. Prav skladni razvoj posameznih držav je ena od prioritet tudi v Evropski uniji. Zato podpiramo gradnjo novih knjižnic, nakupe bibliobusov in podobno. Slovenske občine so, kar zadeva knjižnice, v zadnjih letih res naredile velik korak naprej. Odprtih je bilo zelo veliko novih knjižnic. Tudi v letu 2005, ki se pravkar končuje, jih je bilo odprtih kar okrog 10. Spoštovani, vaša nova knjižnica bo čez nekaj minut odprla vrata in vem, da jo boste v manj kot mesecu dni popolnoma posvojili. Takrat se nam bo zdelo, da je tu od nekdaj in da vam je dolžna zagotoviti prav vsako knjigo, ki jo potrebujete. In zagotavljam vam, da to lahko stori, če se le potrudi. Hvala lepa. V knjižnici, ki bo kmalu odprta, je seveda vse sorte knjig. Ena izmed njih ima tudi naslov Govori za vse priložnosti. Naš župan je še ni bral, ampak vseeno verjamem, da z govorom ne bo imel problemov, ker on je pač nam potem, da vedno govori počasi in spontano. Ja, hvala lepa za besedo in kaj naj rečem, zelo sem presenečen, da se vas je tokle zbral. S tem smo povedali z eno besedo, rabili smo to, kar bomo danes dobili. No, pa če mi dovolite, bi še pozdravil med nami najprej našo spoštovano gospo, častno občanko, gospo Vando Peterlin in en aplavz za njo. Zdaj imamo dobesedno, lahko rečem, veličino med nami, ne samo zato, ker je občanka, častna občanka naše občine, ampak gospa je tudi gotovo ena tistih, gotovo najbolj zaslužnih, da se lahko danes v Komendi ponašamo, da imamo v Sloveniji eno od najlepših knjižnic in to sama znam, jaz sem povedati, celo drugo. To se pravi, da je že od nastanka pa do danes vse skozi na enem mestu. To je biser, kar se knjižničarstva tiče. Na žalost, moram reči, ima tako vrednost, da nas ne spuščajo kar pogosto v njo. Moram povedati, da smo gubiti župan, da sem jo prvič videl, no in zelo malo Komenčanov je tistih, ki lahko se pohvalijo, da so bili v tej knjižnici. No, pa knjižnica je ena tistih besed, ki me nehote prvi trenutek poslišati to besedo, spomni na tisto malo knjižnico v domu. 37. leta je bil ta dom odprt in gotovo so takrat že načrtovali to malo knjižnico, v kateri smo, ne vem kako, zakaj sem zašel v to knjižnico in sem jo, pa ne mislim, da si nekaj predstavljam pa laskam, vsaj par let tudi sam vodil, izposojil knjige, povzel sem jo pa od gospoda Vodeta in kasneje od njegovega sina Sergija, tam nekje v 80-ih letih. Mogoče zato nismo Karla Maja imeli not, čeprav sem generacija Karla Maja, ker tudi gospa Razpotnikova nam je takrat, čeprav nam v šoli ni dovolila brat Karla Maja, ampak bila je pa kar naklonjena, zgleda, da se misla, sam berejo, naj vse, enkrat jim bo tudi tega Karla Maja zmanjkal. No in
Danes mi hudo, da Karl May takrat ni pisal toliko nedeljnih zgodb, ker verjemite mi, čisto vse bi prebrali. No? Ampak vsem se zdi, da navada, pravijo, je železna srajca in tistega, kar se Janezek nauči, to Janezek tudi zna. Moram kar priznati, da ne preberem več toliko knjig, ampak edino, kar me pa ostalo, hitro jih pa preberem. Zdaj, v glavnem pa ni važno, koliko je debela, toliko časa berem, morbiti samo ena noč mine, da gremo vmes spat, ampak drug dan pa gotovo dokončam. Zdaj, kaj bi rad še povedal, človek šele takrat spozna, kot je kaj vredno, ko nekaj izgubi. Mi smo izgubili knjižnico in verjemite mi, da me je kar hudo, oziroma sploh ne znam opisati občutka, kako je bilo k Svajslavkotom, našim direktorjem občinske uprave, takratnim ali pa prvim, selila knjige iz knjižnice v škatle sva jih dajala in me gre kar na jok, se spomnim, sva selila knjižnico na balkon, res, da smo tisto zavarovali, samo se mi ni zdaj prav. No, kar en greh se mi je zdel, da sva naredila, ampak takrat v Komendi nismo imeli enega prostora, kamor se s to občino smo jo dobili, preselili. Praktično res nismo imeli enega prostora in knjige so bile tiste, ki so te prve nasankale, bom rekel, pa ni bilo prav. No? In sem bil zdaj zelo zadovoljen, ko so prišli z knjižnice z Kamnika in so vse te knjige pobrali, popisali in jih bojo ponovno uvrstili v police, kjer jih bomo spet lahko prebirali. Jaz bom gotov eden tistih, ki bom to knjižnico zagotovo uporabljal in rad bi pa videl, da čim več, sploh mladine, tudi ne samo tisto knjižnico, ki jo imamo šolsko, gor pod streho, hodili tudi v to, ta pravo knjižnico. Jaz sem prepričan, da bojo to prijaznatele v naši, v tem, kako ne rečem, knjižnici, no, da bojo postregali tudi mlajšo generacijo. Čim več prebranih knjig si želim in toliko bolj bomo gotovo srečni. Čim več ljubic takih s trdimi platnicami, no pa tudi, če so mehke na zato. Hvala. Profesor Švigar je bil nekoč eden najboljših učiteljev angleščine v komenških oziroma moščanskih šolah. Danes je predstavnik Dnevnika in kjer je ravno predbožični čas, čas obdarovanja, je to izkoristil in podarja, tako sem informiran, Komenški knjižnici kar precejšno zajetno število knjig in seveda velja aplavz tudi zanj. Boljše se bo to seveda ne podarjal, ker sem podjetje, ker sem zaposlen, se pravi, če sem pismo družba Dnevnik, tako da ne bi gledal preveč redodaren. Zato imamo kar nekaj razlogov. Prvi je seveda ta, da radi vidimo, da ljudje berejo, tudi knjige, ne samo časopise. Drugi, morda ta, da matična knjižnica Kamnik že kar nekaj že dolgo, pravzaprav je naročnica naših časopisov. In tretji, recimo saj še ta, da je tale komenska občina zelo bogato z naročniki Dnevnika in seveda za naše naročnike radi naredimo kaj na ta način še izven tega, da jim pač prodamo časopise, se pravi, da jim omogočimo pač nekaj več branja. Tako da smo se pač odločili in prispevali 40 romanov iz zbirke Slovenska zgodba, nekaj slikanic in še nekaj znanstveno fantastičnih knjig. Hvala. Ja, preden se napotivo k sklepnemu dejanju, tule še ena čestitka, in sicer knjižničarke iz Laškega. Pravijo, da so sicer načrtovali, da bi ob tem prijetnem trenutku bile tule prisotne, ampak vendarle se pač to ni zgodilo, ima najbrž že kakšne razloge, da jih tule ni. Skratka, iskrene čestitke tudi od knjižničarke iz Laškega. Zdaj pa verjamem, da smo res že nestrpni, zato je resnično čas, da si ogledamo to našo knjižnico, seveda pa jo moramo prej še svečano odpreti. Stvar bo speljala gospa, ki je najbolj pristojna za to, direktorica, hotel sem reči karizmatične knjižnice Kamnik. Skratka, direktorica matične knjižnice Kamnik, gospa Breda Podbrežnik-Vukmir, ki bo morda precej prej še kakšno rekla. K svečanemu prerezu
traku, kasneje pa seveda vabim še gospod magistro Jelko Gazvoda in seveda našega župana. Spoštovani gospodje, spoštovane gospe, spoštovani otroci, zdaj smo res pri sklepnem trenutku, ki je nastopil po dolgotrajnih pripravah, dogovorih, nekaj pogajanjih, ampak vendarle, zdaj smo na veselem dogodku, na veselem zaključku in vas vse vabim k naši slovesni otvoritvi. Še posebej pa vas seveda vabim, da z veseljem uporabljate vašo knjižnico od ponedeljka naprej. Knjižnica je res odprta prav za vse, za različne namene. Imamo čitalnico, otroški kotiček, imamo tudi dostop do interneta, do različnih e-storitev, tako da smo zelo sodobni in pa v koraku s časom. Veliko veselja in veliko koristi od uporabe naše knjižnice vam želim. Zdaj pa gremo prerezati trat, pa vas vabim, da si jo danes večer ogledate, v ponedeljek pa že pridete v nesposobno. Hvala vam. To boste prerezali, skrbajte vi in pa bo vam. Bravo. Lahko zaploskate. Kakšno knjigo naj pa sposodimo? Kaj si bi prebrala? Jaz bi rekla župan, da naj jo pogledajo in priporočijo, kaj priporočajo, da naj jo. A imamo kaj že izbrano? No, da je Franc, prosim. Če imamo že kaj. Ne, jaz bi pa, gledajte, za naslov, če me vprašate, če jo imate pa res, pa gotov letos sem tako na dah, kakor res berem. No, katero? Ob 2 popoldne sem začel, drug dan 10 čez 2 sem jo pa nehal brati, to je bila Da Vinčijeva šifra. A torej ste jo že prebrali? To sem prebral. Če je pa tisti, ki so rekli, da je drugi del, Angeli in demoni. No, bi ga pa tudi rad prebral, če jo imate. Vidite, ker je župan, ima, bi rekla, privilegij, da jo bo dobil, kajti ta knjiga je v knjižnici, na vsako naslov je 40 rezervacij, ampak naj mu bo, ne? Se pravi, imamo Angele in demone, pa mu bomo sposodili. Sploh ni problem. Kaj pa gospa Majda, imamo tudi za njo kaj? Ja, ne bomo pa Da Vinčijevo šifro dali, ne? V redu. Dobro. Lahko pa še digitalno terminalo, ki je pa trenutno čisto avtopravno. No, ne, jaz se bom kar z eno zdajle zadovoljil, ker nočem biti tako, da se jo bom 23krat sposodil. No, gledajte, bi pa predlagal pa nekaj. Ali lahko ta dan tudi štejemo za amnestijo, pa rečemo, da tisti, ki bo izposojeno knjigo, pa makar 10 let prepozen, v komendo prinesel, da ne bo zamudnih obresti plačal. Pravim, tisti, ki po mojem že 10 ali pa več let niso izposojene knjige prinesli. Gotovo jih več ne vodite oziroma jim sam še kakšne opomine pošiljate. Da amnestijo sklenemo ali pa razglasimo, pa če prinesejo sem v ponedeljek na prvi dan, ko je odprta knjižnica, da se jim zamudnina ne plača oziroma jo poravna občina. Ali lahko tako naredimo? Ja, v redu. No, dobro, evo. Povejmo to. Ja. No, izvolite, še da imam eno rožico za spomin. Izvolite. Ja.